Dobro jutro, želim vsem, ki nas gledate oziroma poslušate, še v mojem imenu. Zdaj, bolj aktiven del sledi kasneje v nadaljevanju za vse prisotne. Upam pa, da bo tudi ta prvi del kolikor toliko zanimiv. Zdaj najprej pojem deinstitucionalizacija. V glavnem pomeni to, zelo v grobem, ukinjanje velikih zaprtih sistemov in druga zadeva, vzpostavitev oskrbe v skupnosti. Pri tem procesu so zelo pomembne zagotavljanje dostojanstva posameznika, socialne pravičnosti. Ja, samo malo. Se pravi, spremembe v odnosih, zagotavljanje dostojanstva, solidarnosti, konkretna pomoč pri pridobivanju višje stopnje samostojnosti, kajti na ta način se uporabnik krepi v svojih sposobnostih na različnih področjih in pa krepiti moramo tudi odgovornost tega posameznika, da se lahko odloča in izbira za svoje življenje. V tem procesu dejansko prehajamo od teh skupnih enakih storitev, ki veljajo za skupino, ki je nekako že določena, od zgoraj navzdol, k individualnim odgovorom za posameznika. Odgovori se v tem procesu razpršijo, vključi se mreža povezanih situacij, ki so naravnane na posameznikove potrebe. Država začne v tem procesu skrbeti za ljudi, za individualno osebo, namesto za to, da le centralno predpisuje in regulira neka pravila, navodila, ki jih narekuje dejansko institucijam, v kateri se ta posameznik znajde. Omeniti moramo tudi prehod iz medicinskega k socialnemu modelu in to pomeni tista bistvena sprememba, ko se korekcijska naloga, to pomeni, da hočemo nekoga, ki ima neko pomanjkljivost oziroma neko potrebo popraviti, urediti, v tisti smeri, da se okrepi in usposablja človeka, da se potem lahko znajde in živi okrepljen in z neko samozavestjo v življenju. Zdaj, program deinstitucionalizacije lahko rečemo, da je en skupek prehoda in preselitve iz zavoda v skupnost, krepitve suverenosti posameznika, zagotovitev ustreznih skupnostnih služb, ki potem poskrbijo, da lahko ta posameznik, kamor živi, dobi, kar potrebuje, vključevanje in povezovanje s skupnostjo, kajti človek sam nikjer ne more živeti, vedno moraš možnost imeti vključiti v neko skupnost in skupaj tudi uresničevati svoje potrebe in želje. Ter pa, kar je tudi zelo pomembno, preprečevanje vračanja v institucijo. Pomembno je učenje z izkušnjo in sicer na osebni ravni stanovalcev, na ravni služb, skupnosti in pa tudi države. Zdaj, Slovenija je po podatkih ena najbolj institucionaliziranih držav. Pred leti sem dobila en podatek, gotovo vi to veš še kakšnega drugega, da je nekako 13 ljudi na 1000 prebivalcev v inštituciji, medtem ko je evropsko povprečje pa 2 človeka na 1000 prebivalcev. Zdaj, če gremo malo pogledati, kaj pomeni institucija, značilnosti, neke splošne značilnosti. Jaz bom povedala, da gotovo se institucije razlikujejo ena od druge, ampak neke splošne, ki veljajo. So ti, da stanovalci postanejo odvisni od sistema, v katerem se znajdejo. Sistem velja, pravila so določena, ko sem prej že omenila, od države, od same inštitucije, zaposleni strokovni delavci smo dejansko tisti, ki opravljamo neke storitve, ti stanovalci so izključeni iz nekega sveta, od koder so prišli, osiromašeni so stikov z domačimi, kakorkoli lahko jih vzdržujejo, ampak tu nekakor niso več tako intenzivni stiki in tako pristni stiki, kot so bili še prej, ko so bili in živeli doma. Sledi tudi seveda izguba potrebe za zanimanje za zunanji svet,
pozabijo pa tudi na neke spretnosti, neka znanja, ki so jih v preteklosti že poznali in opravljali. In ne samo stanovalci, tudi strokovnjaki, tudi ljudje, ki delamo z stanovalci, postanemo nekako bolj omejeni v svojih možnostih, saj nam je nekako onemogočeno, da bi spoznali človeka dejansko v njegovem smislu, ne poznamo njegove zgodovine, ne poznamo zgodbe. O tem bom še potem kasneje te rekla, kako se lahko tudi tukaj pripomore k tem, da pa vendarle naredimo, kar je mogoče, da ga spoznamo v drugačni luči tudi, kot ga vidimo. Logoterapija je veda, ki med drugim pojasnjuje, da je temeljna človekova potreba po smislu. Človek, če izgubi smisel življenja, izgubi, mislim, kar večina stvari. In človek je uspešen, če v sebi odkriva svoje življenjske naloge in jih opravlja. Govorimo o instituciji in lahko se vprašamo v smislu življenja v instituciji oziroma katere vrste potreb lahko v instituciji sploh zadovoljujemo. Vsi poznamo Maslovo hierarhijo potreb, ki prehaja iz najnižjih, tukaj so napisane iz najnižjih potem naprej do najvišjih, in vemo, da šele ko je fiziološka recimo potreba ali potreba po varnosti oziroma recimo fiziološka potreba zadovoljena, šele takrat lahko preidemo na višji nivo. In zdaj imamo tle recimo fiziološka potreba, kasneje je varnost, potem je pripadanje nekomu, zaupanje v ljudi, neka potreba po ugledu, po spoštovanju, kognitivne znanje, razumevanje, raziskovanje, estetska in pa tudi samoaktualizacija, ki je recimo zelo pomembna, ki mislim, da jo vsi mi nekako čutimo, da jo uresničujemo, ampak če pa pogledamo zdaj samo to, da smo v eni instituciji in kaj lahko, katero vrsto potreb bi lahko zadovoljil v instituciji kot stanovalec, če sem jaz stanovalec, in katere vrste potreb lahko zadovoljujem v instituciji kot zaposlen. Ne bomo zdaj razpravljali, to lahko pride kasneje, dejansko se bo tam tudi danes naprej govorilo o tej normalizaciji, verjetno bo v tem okviru tudi kaj o tem rekli, ampak kljub temu lahko in fajn je, da vsak pri sebi pomisli, kje se najdemo. Mislim, da smo še bi ostali vsi skupaj kar dol na začetku teh uresničevanja potreb. Glavna vrednota deinstitucionalizacije je ta, da ljudi, ki so bili družbeno onesposobljeni, ki so bili umaknjeni iz enega okolja in pridejo k nam, ne vidimo več kot predmete obravnave, ampak kot enakovredne državljane, ki imajo pravico do sodelovanja, do vključitve v družbo, do tega, da izbirajo med različnimi možnostmi in da se potem odločajo in tako tudi postanejo samostojni. Imamo dva cilja tega procesa, in sicer kaj hočemo odpraviti in pa kaj hočemo doseči. Deinstitucionalizacijo lahko definiramo tudi kot prehod iz medicinskega k socialnemu modelu. Tu sta pač dva izraza, ki se jih je nekako zbralo, verjetno nista najbolj optimalna, posebno ta drugi, ki bom jaz pa še komentirala. Ampak razumemo bistvo. Pri medicinskem modelu je nekako usmerjeno naše delo na tem, da popravljamo, da vidimo, kaj človeku manjka, kaj ne more, česa ne zmore, ali se ne more izraziti, ali ne more iti po stopnicah, ali ne more težje razmišlja, in gremo v odgovor, ki ga lahko najdemo v instituciji, vsekakor ostajamo v svetu institucije. Zdaj, druga stran vidimo, da je to, skušamo krepiti, skušamo ne poudarjati toliko tega, kar ne more, kar ne zna nekdo, ampak krepimo in usposabljamo ter pomagamo in učimo za to, da postane močnejši, da postane bolj samostojen in suveren po koncu. Odgovori v skupnosti postanejo seveda skupnostni odgovori, se pravi združenje nekih različnih služb, nekih različnih zadovoljevanj potreb, ki jih posameznik ima. Smo v vsakdanjem življenjskem svetu, kjer tudi mi vsi živimo, in
problem postane ne več ta posameznik, ta človek, ki nima nečesa oziroma ki mu nekaj manjka, ampak okolje, ki ni ustrezno prilagojeno. Zdaj, v medicinskem modelu se stroka in politika ukvarjata z razvrščanjem glede na diagnozo in tako postane ljudje odvisni od nekako ocene. Zelo hitro označimo človeka, ta ima to diagnozo, se pravi je to in to. Medicinski model usmerja vzrok za izključenost posameznika iz družbe v njegovo pomanjkljivost. Raziskuje, kaj je človeku narobe, smo rekli, kaj ne deluje in v čem odstopa od neke normale. Zdaj, ta meter normalnosti je dejansko nesmiselen, kajti če zdaj gremo v vse pojavne oblike fiziologije ali patologije ali intelektualnih sposobnosti oziroma nezmožnosti, tega ne bomo nikoli zajeli. Z tega vidika je to nesmiselno. In še tu je pomembno, da tak pristop sistematično prezre vse, kar človek pa ima. To so spretnosti, navade, talenti in sposobnosti in kako lahko tak posameznik tudi vsem tem prispeva k skupnosti. Prej sem omenila ta izraz socialni model. Jaz menim, da bi bilo lepše, in tudi jaz tako imenujem to model, nekako se mi zdi preozek ta izraz, tako da bi rekla tukaj model usmerjen na človeka kot celostno bitje, kot absolutno nedeljiva celota telesne, duševne in duhovne razsežnosti. In ta model skratka umešča vzroke za izključenost v način organiziranosti družbe. Družbo opozarja na to, kaj mora narediti, da bomo lahko vsi funkcionirali tam, kjer želimo. Primer, potreba po odpravi arhitektonskih ovir v okolju, potreba po raznih pripomočkih, potreba po raznih stvareh, ki jih človek potrebuje za življenje, po prilagoditvah na delovnih mestih konec koncev, po osebni asistenci, da človek prejema individualno storitev tam, kjer živi. In model, lahko rečemo, da model, ki je usmerjen na človeka, ruši ovire v okolju in prilagaja okolje in storitve, ki jih potrebuje. Tako da lahko ta posameznik potem uresničuje svojo vlogo v življenjskem okolju, kjer želi. In ne, kjer mu je nekdo ga določil. Pogledamo lahko tudi ta dejstvo, kaj pomeni skrb oziroma kaj pomeni pravica. V teoriji imenujemo koncept, se poimenuje koncept skrbi in koncept pravic. Država, sem že prej omenjala, jo spet omenjam, skrbi za državljane, ki jih doleti neka izguba, nekaj ali telesnih ali psihičnih sposobnosti in ta pristop izvira iz, pravijo, da je nekega usmiljenja oziroma neka krščanska dolžnost, ki nam veleva skrbeti za revne, za uboge. In ta država po principu od zgoraj navzdol določi neke ocene potrebe posameznikov oziroma ljudi, naredi paket storitev, ki naj bi veljal za veliko skupino ljudi in prejemniki potem to storitev prejemajo. Storitve na ta način postanejo gotovo neučinkovite in tudi negospodarne, kar ni zanemarljivo. Kajti posamezniki, vem, da smo vsi mi, ko tukaj sedimo v dvorani in ko ste zraven, smo vsi različni med seboj in tako je tudi vsak, ki mu karkoli primanjkuje, recimo meni, če nimam očal, sem dejansko se ne morem pomagati, ne morem živeti brez, ampak ta očala potrebujem, jih imam in lahko potem funkcioniram. Tako da definiranje lastne situacije, posameznik je pri tem konceptu skrbi izključen iz definiranja lastne situacije, iz tega, da ne more definirati, kaj manjka, kaj bi želel in niti nima vpliva na proces. V nasprotju je potem pa koncept pravic. Ta je recimo od spodaj navzgor, se pravi izhaja iz posameznika in na podlagi tega se potem delajo ti paketi oziroma storitve. In zdaj pravica do kakovostnega življenja je ena izmed ključnih pravic za vse nas. Posameznik kot človek, ki potrebuje neko storitev, si zastavi neke cilje, ki jih uresničuje in tako izboljša kakovost svojega življenja
in nenazadnje uresničuje tudi svoje državljanske pravice, do katerih imamo vsi pravico. O vplivu lahko rečemo nekaj tudi, kaj pomeni, da ima človek vpliv na načrt, na izvedbo, na plačilo in na samo oceno storitev. Se pravi, mora imeti dostop do storitev, mora dobiti informacijo o tem, kaj je na razpolago, da lahko potem tudi to izbira. V procesu je pomembno tudi to, da ve, da se lahko pritoži na to, da ima nadzor nad opravljanjem storitev, če oceni, da ta storitev ni primerna zanj in da ima možnost konec koncev tudi zamenjati. Zdaj seveda boste rekli, to je teorija, kaj je praksa, ampak prav je, da se te temeljne stvari zavedamo, da je v nas in da razmišljamo o tem konec koncev tudi med našem delu in vsak dan. Lahko za en tak intermezzo spet pomislimo na to, kaj je pri našem delu tisto socialno oziroma medicinsko, če lahko rečemo. S tem naj ponovim, da izraz medicinsko in socialno ne mislim nič slabšalnega v smislu posamezne stroke. Vsaka stroka, vemo, da v pacientskem delu prispeva svoj del in je nepogrešljiva. Ampak, ne vem, če se čist malo ozremo pri nas, spet bomo o normalizaciji govorili kasneje, sam meni se ob tem poraja kakšne taka vprašanja, ki bi se morda kaj dalo spremeniti. Recimo, ne vem, eno situacijo iz medicinskega v socialni model. Ne vem, delimo zdravila ob določenem času, obroki so ob določeni uri. Stanovalci bi lahko pri marsikakšni osnovni aktivnosti sodelovali, ampak zaradi sistema, ki ga imamo, je to težko. Pripravljamo jih na spanje že popoldne. Meni se poraja tudi vprašanje, sigurno je strokovno, da medicinska sestra sicer v zavodu pripravi, absolutno mora pripraviti zdravila, je odgovorna za to dejavnost, to vem, ampak zakaj v zavodu tudi deli zdravila medicinska sestra, v bivalni enoti deli zdravila lahko tudi nekdo drugi. Se pravi, da se da, kakšne stvari počasi pridemo tudi potem na samo oskrbi pri zdravili. Zdaj lahko rečete, da so daljnosežni cilji, ampak delno po koški se da tudi v tej smeri kaj razmišljati. Predvsem tem bi jaz poudarila, da moramo vedno imeti pred sabo tudi medsebojno spoštovanje en drugega. In lahko rečemo, da se deinstitucionalizacija ni treba, da čakamo, da se preselimo, ampak se začne lahko že med bivanjem v inštituciji. Če smo le naravnani na naše stanovalce kot na osebe z njihovimi željami, interesi, sposobnostmi, kot enakovredne partnerje. Enako pa se lahko institucionalizem nadaljuje tudi v prehodu v disociirano enoto, v stanovanjsko skupino, v skupnost. Izobraževanje, ki ga imamo danes in ki tudi sledi, je zelo pomembno. Tu je eden od načinov, da se izobrazimo, da slišimo še stvari, marsikaj že vemo, ampak vedno znova tudi kaj novega doživimo. Nujno pa je tudi neko stalno spremljanje in stalno učenje med seboj, med opravljanjem našega dela. Tukaj naj omenim, da v zvezi z deinstitucionalizacijo, da pri nas dejansko poteka že leta, in da v našem zavodu nam pri našem strokovnem delu zelo pomaga metoda individualnega načrtovanja, zdaj se reče osebno načrtovanje. Izvajamo ga že veliko let, strokovne delavke smo se takrat usposabljale in že praktično od 2008. In v preteklosti do današnjih dni imamo, lahko rečem, veliko lepih uspehov, mislim, da mi bodo naše sodelavke to pritrdile. Veliko naših stanovalcev se je preselilo v recimo naše disociirane enote, ki smo jih postopno skozi leta odpirali, pa tudi v stanovanjske skupine nevladnih organizacij na terenu, bližje njihovemu domu in nekateri tudi, če je bila to le možnost, tudi nazaj na svoj dom oziroma v lastno stanovanje. Pri vsem tem delu si pomagamo tudi z vzdrževanjem oziroma tudi v ponovnem vzpostavljanju stikov s svojci stanovalcev, ki tudi ta element svojcev oziroma bližnjih oseb pomembno prispeva v procesu, ki ga peljemo.
Preteklo soboto je bil dan duševnega zdravja, 10. oktober. Duševno zdravje v skupnosti je praksa, ki temelji na kritiki sistema, ki ljudi zapira, jih onesposablja in razvrednoti. Zdaj, tle imamo cilje na področju duševnega zdravja v skupnosti, če na hitro pogledamo, je izboljšanje položaja uporabnikov služb, ohranjamo s tem pozitivno samopodobo, spreminjajo se usluge in spreminjajo se službe duševnega zdravja, da služijo dejanskim potrebam, željam in usmerjeno je vse skupaj na posameznika in ne na neki povprečni oceni, o kateri smo že prej govorili. Drugačno vrednotenje, odpravljanje stigme, o tem tudi ves čas leta govorimo, ni še, ampak počasi gremo v tej smeri in na način, da se odpravljajo procesi, ki bi utegnili kogarkoli pripeljati dejansko v stisko, in se usposabljamo vsi skupaj za bolj ustvarjalno soočanje z življenjskimi izzivi, z stresom. Preprečevanje hospitalizacije je zelo pomemben vidik, ker če preprečujemo hospitalizacijo oziroma institucionalizacijo, človek na ta način ostane prisoten v vsakdanjem življenju, ohranja svoje delo, svojo službo, svoje pristojnosti. In to nekako vzajemno terja neko vzpostavljanje nekih služb in možnosti iskanja v družbi, morda tudi kriznih timov, če pride do kakšnih kriz, kakršnih koli skupin za samopomoč in razna društva s primerno dejavnostjo. In posledično se na koncu spreminja tudi stališče okolice in bližnjih v odnosu do tega posameznika, ki ima krizo, ki ima lahko neko težavo, in nekako je družba sama oziroma tudi bližnji primorani poiskati možnost in načine sobivanja. Krepitev moči, tudi krepitev moči je tisti izraz, ki posamezniku oziroma tudi dejstvo pomaga, da prevzema odgovornost za svoje življenje, za svoje izbire, da okrepi svoj položaj, kjer živi, da se tudi na ta način opremi za nove izzive in nove naloge, s katerimi se sooča, recimo pri povratku iz institucije ali iz hospitalizacije, ali pa da tudi ponovno vzpostavlja neke naloge, ki jih je že obvladal pred odhodom. Za posameznika je, se bomo verjetno vsi strinjali, zelo pomembno za vsakega od nas imeti svoj prostor, imeti kaj početi, imeti sredstva, da lahko skrbimo zase, imeti svoje bližnje, prijatelje, znance, zabavo, biti to, da smo neodvisni in hkrati vključeni v različna združenja, ker čutimo, da smo del skupnosti in ker lahko uresničujemo svoje interese. In zakaj bi bil kdorkoli drugačen? Pri vračanju ljudi v skupnost, naprimer po zaključenih hospitalizacij, se pojavlja veliko problemov v vsakdanjem resničnem življenju. Pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb, kot so skrb zase, gospodinjske aktivnosti, nujna birokratska opravila. Tako da tu so tista najbolj osnovne stvari, ki pa terjajo pomoč in sodelovanje ljudi, ki pridejo po nekih letih od nekod, kjer so vse to počeli nekdo drugi za njih. Zdaj bom še malo povedala čisto na kratko o nekaterih oblikah služb v skupnosti, ki so bolj ali manj na voljo. Je pa dejstvo, da je mislim, da je zelo neenakomerno razporejeno po naši državi. Naprimer, če se preseliš v Ljubljano ali na Obalo, boš imel veliko več možnosti kot Kobarid, včeraj smo govorili o tem, ali Kobarid ali Bovec, ali pa kam drugam še. Na terenu imamo razne stanovanjske skupine, dnevne centre, ki jih nevladnih organizacij ali pa tudi samostojne, centre zdaj za ponoven tudi za krepitev zdravja, centri za duševno zdravje, svetovalni centri, SOS telefoni, klic v duševni stiski, mobilni telefoni, razne skupine za samopomoč, varne hiše, materinski domovi, službe za izvajanje asistence in tako naprej. Na nekaterih centrih za socialno delo je organizirano tudi, recimo Sežanski center za socialno delo ima organizirano posebno službo za ljudi z duševno stisko oziroma z
s težavami v duševnem zdravju, tudi ki jih na terenu, tako da strokovni delavec obiskuje ljudi tudi na terenu. Imajo pa tudi seveda normalno kot vsi centri, socialno preventivo, osebna pomoč, pomoč na domu. Na našem primorskem koncu je poznano to društvo Samarijan, društvo Sopotnik, konec koncev zdaj pomagajo tudi veliko ljudi, prevažajo s prostovoljci z avtomobili na nujne opravke. Svetovalnica Posvet, tu je tudi ena posvetovalnica, ki deluje na Obali in Postojni za kratkotrajne stiske. Omeniti pa moram tudi psihiatrično bolnico Idrija, ki ima zelo razvito skupnostno psihiatrično obravnavo in po podatkih obvladujejo tudi krizne situacije, sodelujejo z osnovnim zdravstvom in spremljajo osebe s težavami v duševnem zdravju. Tudi te, ki še niso bili hospitalizirani in konec koncev tudi na ta način preprečujemo hospitalizacijo. Zdaj se bom pa dovolila ob koncu pokritizirati zakon o duševnem zdravju, kolikor nam je dobrega prinesel in reguliral stvari, ki so bile prej kar po domače izvajane, nam je tudi omogočil hitro nasprotno pot deinstitucionalizacije, se pravi procesu, s kateremu sledimo in se pravi nazaj iz skupnosti v inštitucijo. Človeka, ki postane po mnenju strokovnih služb preveč moteč v svojem okolju, legitimno na podlagi zakona namestimo s sklepom sodišča v zavod. In še, kar je zame največji absurd, ki ga bom tukaj omenila, je tudi, da to obliko prisile mora plačati posameznik, ki je prisilno nameščen. Jaz mislim, da je to evropski unikum ali pa svetovni. Zdaj pa, da ne bomo zaključili negativno nekako, naj omenim še delček rezultatov in raziskave, ki so jo sodelavko pred leti izvedli v našem zavodu. Zanimalo naju je, kako spremembe pri odpiranju zavoda v okolje, pri odpiranju enot vplivajo na stanovalce in zaposlene. In naj omenim samo en segment. Zadovoljstvo zaposlenih in stanovalcev v matični hiši in v disociiranih enotah, višji delež, ugotavljamo višji delež zadovoljstva pri obeh skupinah, tako pri stanovalcih kot pri zaposlenih v disociiranih enotah. Obenem pa tudi višjo stopnjo zavedanja odgovornosti, kar je zelo pozitivno, mislim. Tudi to nam je bila med drugim popotnica za dobro delo v preteklosti in jaz želim, da naj tako tudi ostane za naprej. Zdaj se zahvaljujem za poslušanje, vsem želim še prijeten in tudi deloven dan, ki nas čaka. Če bi imel kdo kakšno pripombo ali karkoli, lahko tudi zdaj, če ne pa bomo v nadaljevanju veliko še kaj rekli. Hvala lepa.